To je na sestanku predstavnikov sindikatov navdušeno ugotovil prvi bivši zet prvega bivšega predsednika države, Branimir Štrukelj. Glede na to, da se imenuje Branimir, se je presenetljivo hitro vdal in še sam pohitev na fronto pogledat, če bi se tam tudi zanj našlo kaj vojnega dobička. A so ga prvoborci izžvižgali. Nerodna reč. Ko začne rajati ulica, človek nikoli ne ve, kdo vse se bo še znašel na seznamu. Nič hudega sluteč gre človek med protestnike in si misli, kako bo užival, ko bo poslušal vzklike in parole proti onim drugim, pa izžvižgajo njegove in celo njega samega. Očitno niso prav nič izbirčni. Naštevanje se začne nekako takole. Proti Janši, pa proti Jankoviću, pa proti vladi. Potem pa se sploh ne ustavi. In ko je konec, sploh še ni konec. Potem bomo pa sprot videli. Ničesar pa ni naključju prepustil 65-letni stari novi predsednik Zveze svobodnih sindikatov Dušan Semolič, ki se je lepo na toplem na petkovem kongresu dal ponovno izvoliti. Kot vemo, Semolič nikoli ne pozabi poudariti, da sindikati ne podpirajo višanja starostne meje za upokojitev, ker so pač delavci utrujeni in izčrpani. Sindikalno delo očitno ni tako zelo naporno, saj bo Semolič zlahka opravljal funkcijo predsednika vse do 70. leta starosti. Vojna se je začela v Mariboru. Protestniki so zahtevali odstop župana Franca Kanglerja. Po temeljitem premisleku jim je ta 2 dni pred Miklavževim godom tudi ustregel. In tudi sam sem se odločil, da Mariborčanom pač dam eno novoletno voščilo. Sporočam vam, da z 31.12. zaključujem svoj mandat. Resnično vrednost darila pa bodo Mariborčani ugotovili šele po volitvah, ki bodo enkrat v marcu. Takrat bodo darilo odvili in ugotovili, kdo je novi župan, ki so ga izvolili. Ampak mar niso izvolili tudi Kanglerja? In to z veliko večino, že v prvem krogu. No ja, pustimo zdaj to. Nekateri protestniki protestirajo tudi proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, vendar ta trenutno ne utegne odstopiti, ker ima veliko skrbi z vračanjem 3-milijonskega dolga, ki ga je naredil njegov sinko Jurček. Ker Jurček denarja ni vrnil, so rubežniki iz hiše očeta Zorana odnesli Jurčkovo premoženje. Natančneje, tisti preostanek Jurčkovega premoženja, ki ga ta v času odloga rubeža ni uspel spraviti na varno. In tega ni bilo veliko. Sedežna garnitura, televizor, par slik in velika prazna blagajna. A ta Zoran za vse to seveda ni kriv, kajti... Moj sin se je dejansko sposodil, samostojnec, mlad, zadostar. Tako zdaj vemo, kdaj je otrok zadosti star, da si samostojno sposodi 3 milijončke. Ampak očka pravi, da bo moral Jurček dolgove vrniti. Jankovići so vendar poštena družina. Moj sin se je dejansko sposodil in denar mora vrniti. In tu ni kaj reči, če se bo karkoli zgodil, bomo se domov sedeli pa še gledali, kaj od družinskega premoženja bomo prodali. Zdaj veste, Zoran Janković ne hodi na proteste samo zato, ker sedi doma in gleda, kaj od družinskega premoženja bi lahko prodali za poplačilo 3-milijonskega Jurčkovega dolga. Zoran zdaj gleda in tuhta, šteje in obrača, a vsej poštenosti družine Janković navkljub se utegne zgoditi, da ubogi otrok ne bo mogel vrniti dolga. Večina premoženja družine Janković je namreč menda že pod hipoteko. Zadnja možnost, ki je nesrečnikom še ostala, je, da ubijejo prašiča.